kot sta bila spolnost in nasilje tesno prepletena, ko pa se je začel izboljševati položaj žensk, ko so postale bolj izobražene, bolj ekonomsko samostojne in ko so začele bolj odločati o sami sebi, se je spolnost in nasilje ločilo. Vsaj na papirju. V Sloveniji imamo veliko spolnega nasilja, to kažejo tudi naprimer kampanja Jaz tudi, kjer so ženske opisovale hude oblike, različne vrste spolnega nasilja, ki ga niso prijavile. Ženske nasilje ne prijavljajo, zato ker se bojijo, da bodo zanj kaznovane one, ne pa nasilneži. V letu 2019 imamo situacijo, ko poznamo moške, ki so bili obtoženi za spolno nasilje, pa še vedno lahko prihajajo v stik z otroki, mladimi in odraslimi. Imamo jih med vzgojitelji, med zdravniki, tudi med duhovniki. Redefinicija spolnega nasilja, ki bi vsak spolni stik, ki ga ženska ne bi želela kriminaliziral, je zato zelo pomemben. Vplival bi na spremembo tako imenovane patriarhalne atmosfere, ki vlada v Sloveniji.